Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom odgovarjala na vprašanje, kaj narediti takrat, ko imamo težave z holesterolom, vnetimi sklepi, artritis in tako naprej. V glavnem, gospa, ki pravi, da je srečala Abrahama in da se je s tem, ko je prišla do 50. leta, začelo dogajati, da so jo začeli boleti sklepi. No in dejansko sem potem dobila pa še drugo vprašanje, ravno tako gospa, tam okrog 50. leta, in sicer holesterol. Dobila je pač statine, kot se pravi zdravilo, in seveda ima potem težave v menopavzi in en kup težav. V glavnem pravi, da velikokrat po hrani se ji zbudijo vročinski valovi in da je verjetno to povezano z nepravilno prehrano. Teža leze neprestano navzgor in bolijo jo kolki pa kolena, v glavnem in se počuti napihnjena kot balon. V glavnem, kaj bi bilo treba narediti v tem primeru, da se stanje pač telesa nekako uredi? Dejstvo je, da prva stvar, kar je najbolj pomembna, da razumemo, da mena je obdobje, ko gre telo v drugo fazo. Se pravi, iz tega rodnega obdobja gre v obdobje, ko ne porablja več toliko energije, ker dejstvo je, da z menstruacijo pač ženska zgublja energijo. In naenkrat jo neha zgubljati. In to pomeni, da se je tudi staranje ustavilo. In pomislite, prva zadeva, kar človek pomisli, ja, zdaj sem pa 50, staram se. Ampak dejstvo je, da prav z menstruacijo, poglejte, od takrat, ko dobi ženska menstruacijo, ne vem, v mojem primeru pri 11 letih, pa do 50. leta, dejansko se takrat človek najbolj postara. In potem, ko prideš v to modrost, jo lahko peleš. Se pravi, prva stvar je naravnanost, kaj zdaj jaz razmišljam oziroma kaj je moj program glede staranja. In lahko preverite z mišičnim testom. V svoji podzavesti nosim strah pred staranjem. No, recimo, jaz ga ne. Druga stvar, v svoji podzavesti imam prepričanje, da menopavza pomeni starost. Ja, nekoč je veljalo tako, da ženska, ko je dobila siv las, je bila stara baba, medtem ko moški, ki pa dobil siv las, je bil pa šarmanten. No, te stvari so se zdaj močno spremenile. Ravno danes sem govorila z eno gospo in če se jaz spomnim teh dam, ki so bile takrat v 50. letih, ko sem bila jaz stara 20 let, to so bile stare gospe. Imele so dolga krila, no bom tako rekla, imele so dolge kikle, pa tiste šolne sta debelo peto. In hodile so starikasto. To niso tudi podrazno izgledale neke mladenke. Dejansko so bile stare. No, dejstvo je, da čas se je močno spremenil in da ta meja se je potisnila navzgor. Ne vem, če bom jaz pri 75 tako stara, kot so bile te gospe. Mogoče, ne vem. Dejstvo je, da se je močno spremenil ta način dojemanja, kaj je starost. No, druga zadeva pa, telo nas opozarja, da je nekaj treba narediti drugače oziroma da nečesa manjka. In ko se vam zgodi holesterol, pojavi, ko se pojavijo bolečine v sklepih, telo samo sporoča, hej, manjka ti, zdaj pa česa? Antioksidantov, in to je prva zadeva, C-vitamin. C-vitamin je dejansko najbolj pomemben pri holesterolu, vse 1000 mg C-vitamina, tako da jaz vam bom pokazala pač tega, kjer ga pač jaz uporabljam, od Neolife, vitamin C, 1000 mg, se pravi vse 3 na dan. In druga zadeva, tiha vnetja na celični bazi gasi omega 3. To je pa druga zadeva in tega tudi jaz uporabljam, se pravi 3 na dan. Zdaj pa, kaj pa narediti takrat, ko imate pa že boleče kolke, boleče kolena, imate že kalcinacijo, vas boli vse v ramenih, v vratu in tako naprej. Treba je pojačati in sicer 3-krat na dan po 3 C-vitamine in 3-krat na dan po 3 omega 3. Tako da to je v bistvu ena taka majčkeno večja doza,
se pravi, imate 3000 mg C-vitamina na dan in 3000 mg omega 3 na dan. No, zdaj pa se bomo pa majčkeno zaustavili pri omega 3. Niso vse omega 3 dobre, ker lahko kupite omega 3, ki ima ALA maščobno kislino, in potem, ko pogledate deklaracijo, piše omega 3 iz lanenega olja. Glejte, če vi dodajate kot prehransko dopolnilo še rastlinska olja, se vam lahko povečajo vnetja v telesu. Nam rekla, da so slaba rastlinska olja, ker so potrebna, zato da se pač celična membrana odpre, ampak proti vnetjem ne delujejo. In zato, če že uporabljate neko omega 3, pač poglejte na deklaracijo in na deklaraciji mora pisati sej 3 ali več maščobnih kislin. Tale moja, od Neolife, to, kar jaz uporabljam, ima 8 različnih maščobnih kislin noter. In ko boste pogledali na deklaracijo, pač piše EPA, DHA, DPA, v glavnem tukaj noter jih imate 8 različnih maščobnih kislin. Tisti, ki kupujete pač od Neolife, lahko deklaracija je noter prilepljena. V glavnem pomembno je to, da imate omega 3, se pravi takrat, ko so vnetja, 3krat na dan po 3, in C-vitamina, da imate 3000 mg dnevno. In kaj boste zdaj s tem vi pridobili? Prva zadeva, se zmanjšajo vnetja na celični bazi. Vnetje na celični bazi je primerljivo tako, kot da bi kurali recimo v peči ali pa da bi naredili kres in da date v vlažne veje. Pač ogromno dima nastane in nič toplote. In to je v bistvu sporočilo vašega telesa, nekaj mi daj, da zmanjšam vnetje na celični bazi. Seveda, zdajle poleti imamo krasno priložnost, da zmanjšamo vnetja, če gremo na sonce, sončenje, D-vitamin, to pomaga pri zmanjšanju vnetja. Potem pripravite si svoje šentjanževo olje. Šentjanževka je krasna tudi za masirati sklepe, deluje proti vnetjem. Tako da dajte si pripraviti, pač zdajle čez poletje imate kup možnosti, da lahko poskrbite za to, da se napolnejo vaše celice z novo energijo. Naslednja zadeva, kar pa tale gospa piše, pa govori, se pravi, sklepi, koliko jo bolijo, počuti se napihnjena kot balon. Kaj pa v tem primeru? Stran bomo morala dati ves gluten. Dejansko je gluten tisti, ki nas napihuje. In zdaj pa, kje pa je gluten? Dejansko se vprašamo, kje pa ni glutena. No, da vam bo bolj enostavno, sicer, glejte, to ni nekdo pregledal, ki je strokovnjak za gluten, ampak sem jaz v to knjigo, Ko ima življenje žur, dala razpredelnico po glikemičnem indeksu in sem označila, kje je gluten. Dejstvo je, da poglejmo, skoraj vse tisto, kar ima visok glikemični indeks, vsebuje tudi gluten. In če gledamo zdajle pivo v teh vročih dneh paše. No ja, jaz piva ne pijem, ampak so pa ljudje, ki z veseljem popijejo pivo. Prva stvar, pivo vsebuje gluten, to je prva zadeva. Druga zadeva, ima zelo visok glikemični indeks in ker vam potem povzroči padec sladkorja, najprej vam močno dvigne sladkor v krvi, potem pa sladkor pade in takrat dobite željo, kako bi pa samo nekaj sladkega. Nekaj malega sladkega. Sladko ima ponavadi notri tudi gluten. In ste vedno bolj napihnjeni, dobesedno tako, kot bi, ne vem, kot žaba. Ko boste dali ven iz svoje prehrane gluten in seveda lahko uporabljate kup dobrih zadev, recimo eno je ajdova kaša, recimo tudi riž ga ne razkuhati, pa če gledamo tukaj riževi rezanci, imajo že spet gluten noter. Ne, riževi rezanci so v redu. Vse palčke, ves kruh, testenine, vse to vsebuje gluten. Potem kečap recimo, vsebuje gluten. Kup takih zadev, ki mogoče sami bi človek pomislil, pa to je nemogoče, se zdravo jem. Dobite gluten noter in gluten je tisti, ki vas napihne. Naslednja zadeva, kar spet telo sporoča prav z napihnjenostjo, je pa to, da vam manjka vlaknin v vaši prehrani.
in da je potrebno veliko več vlaknin zaužiti. Zdaj pa, a jeste pri vsakem obroku nekaj od zelenjave ali recimo sadje, ki ima nizek glikemični indeks? Zdajle so zrele ameriške borovnice, tako da te imajo absolutno nizek glikemični indeks. In recimo, če imate dopoldansko malico, recimo sadno, dajte zraven popiti recimo en deci jogurta, da sladkor ostane v ravnovesju. Lahko zraven pojeste eno pest recimo orehov in sladkor ostane v ravnovesju. No, popoldan je pa pomembno, da imate nekaj od beljakovin in zelenjave. Recimo, če zdajle jaz svojo prehrano gledam, jaz imam res zdajle ogromno solate in si pripravim pol zvečer eno tako skledo solate, noter dam skuto, vedno dam skuto noter, dam jogurt namesto kisa, olje in sol. In to je božanska večerja. Ampak res božanska, ker računajte, da dobim beljakovine s skuto pa z jogurtom, dobim maščobe, ki so potrebne, da celično membrano odprejo z olivnim oljem in seveda ogromno količino teh vlaknin, ki jih potrebuje pač moje telo in tudi vaše za razstrupljanje jeter, za dobro prebavo, to je prebiotik, se pravi za razmnoževati dobre bakterije, to je hrana za dobre bakterije in s tem preprečujem pač, da se ne počutim napihnjeno. Če še pogledam, kaj sprašuje ta gospa, zdaj smo pa še pri težavah v meni. Dejstvo je, da v menopavzi, ko se dogajajo te navali vročine, ni nujno, da je to povezano samo pač s hormoni, lahko ste tisti, ki imate težave z vročinskimi valovi, zelo občutljivi na energije. In zdajle energije sekajo na vse konce in ko so neko nevidno valovanje se zgodi, vi odreagirate. Veste, lahko bi primerjali to valovanje z recimo jato rib ali pa jato ptic. To valovanje je nevidno, to je recimo tako kot kvantno polje, ne? Veste, kaj sem zadnjič poslušala eno raziskavo, kaj je zanimivo? Da pes recimo je tako močno na to namero lastnika naravnan, da recimo, ko lastnik reče, jaz grem zdaj domov, pes ga začne pričakovati. Zato, ker jih povezuje lastnika in psa nevidno polje, ki ni možno. Ali pa recimo mamice, mogoče tiste, ki dojite ali pa ste dojile, pomislite. Jaz vem, kako je bilo, ker pri starejši hčerki sem začela kar zgodaj delati in sem jo še dojila, no pa tako, ko sem jo 3 leta dojila, in vem, da sva bile tako močno povezani, da ona si je zaželela piti mleko, se pravi si je zaželela dojiti, meni je, tudi če je bilo sredi sestanka, začelo teči mleko. A vidite, kako je neverjetno to polje povezano, mi smo vsi med sabo povezani. Zdaj pa, kar sem pa jaz pri sebi opazila. Jaz sem zelo dovzetna za energije, jih začutim, v trenutku jih začutim, ampak sem dovzetna tudi za negativne misli drugih ljudi. To pa zdaj ni glih fajn, ne? Ker nekdo razmišlja, ne vem, slabo o meni, mene začne glava boleti. Zato je pomembno, dajte preveriti, če imate težave v meni s temi vročinskimi valovi. Ali pa nekateri rečejo, ja pa stara sem 75 let, pa imam vročinske valove, pa mena bi mogla biti mimo. Kaj pa, če je taka gospa preveč dovzetna za energije drugih ljudi? In nekdo slabo razmišlja ob njej, o njej in njo oblije. Ker to je v bistvu ta val, je zaščita njene energije. Tako pride, kot da bi prišlo na auro, na energijski plašč preveč energije in ji njena duša pošle kot hladen tuš in pride in se sprosti energija. Zato dajte preveriti z mišičnim testom, če imate mogoče v svoji podzavesti program dovzetna sem za negativne misli drugih ljudi. Jaz sem to prele probavala, sem rekla, hopla,
jaz sem dovzetna tudi za negativne misli drugih ljudi. Današnji dan opazujem. Mogoče meni je danes tak bolj težek dan. No in današnji dan je tako, da ves čas čutim nekje prisotnost, dva, trije gospodi mi tako grejo po mislih, pa pride misel, pa pride misel, pa pride misel. In od vseh treh vem, da so kritično usmerjeni do mene. Niso nihče izmed njih, ni tisti, ki ploska ob mojem delu, mogoče majčkeno nevoščljivosti, pa še kaj bi se dalo dodati. V glavnem in že cel dan prihajajo te, me poveže misel s temi ljudmi, se pravi je neka energijska vez. In jaz razmišljam, dovzetna sem za negativne misli drugih ljudi. Grem naprej. In v trenutku, glejte, to lahko v trenutku počiste te programe, samo rečete, na pomoč kličem vse svetle sile, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s programom, da sem povezana z negativnimi mislimi drugih ljudi. Vdihnem skozi nos, izdihnem skozi usta in potem dam roke samo v klunček in jih usmerim v 4 zdravilna središča, se pravi, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo in še enkrat, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. In tretji korak je zelo pomemben, roke date v položaj blagoslova in si predstavljate svojo auro, kako je močna, kako žari, kako ste v tej krogli noter popolnoma zaščiteni in kako je v bistvu ta obod vaše aure ultraviolična svetloba in vse te misli, ki prihajajo od drugih ljudi, se enostavno scvrejo. Vi tega ne rabite. In ne, da jim pošiljate nazaj to porcijo, to naj gre na uničenje. Prosite angele, sploh nad angela Mihaela, naj počisti vso negativo okrog vas. Lahko pokličete nad angela Mihaela in Rafaela, da vzameta božji sesalc in posesata vso to energijo, ki je nakopičena proti vam. Lahko prosite nad angel Ariel, Ariel je angelska ženska energija, to je najmočnejša, nežna ženska milina, ki deluje na to, da čisti karmo, da vzorce čisti, da jih presvetljuje. Tako da lahko pokličete angele na pomoč in boste videli, kakor prosite za pomoč, se del energije sprosti. In dajte večkrat, sploh takrat, ko čutite, da je taka težka energija okrog vas, narediti to, da počiste te temne misli okrog sebe, od drugih ljudi, lahko tudi sami. Sploh takrat, veste, ko nekdo vam nekaj reče, pa začnete kuhati. Ta prasec mi je rekel to, kaj pa misli, da je? Aha, bo že videl, kaj vi delate, streljate. In lejte, če se to odbije od tega človeka, kdo to pokasira? Vi sami. Zato ne streljati proti drugim ljudem. Ne obsojati druge ljudi, prosite angele, da sčistijo vaše misli, da niste v maščevalni energiji, ampak da ste samo v svoji moči. Ja, o tem sem že začela pisati v knjigi Ko ima življenje žur, zdravilna molitev dekodiranja je tukaj noter in imam veselo novico. V četrtek dobim knjige Ko imajo duše žur, tako da tisti, ki čutite, da bi jo želeli imeti novo knjigo, lahko jo naročite še vedno do četrtka v prednaročilu, potem je pač polna cena. Tako da v glavnem, in zdaj v prednaročilu je z 20% popustom in brezplačno dostavo. Ko bo knjiga prišla, je pač brez popusta, 30 € bo stala in z dostavo. No, tako da v glavnem, kakorkoli, v vsakem primeru veselim se je, ker ta knjiga vam bo pomagala, da se bo dvignila vibracija, veste, da se poveča vaš zaščitni plašč, da vi hodite v svetlobi vere, samozavesti,
da ste močni, da enostavno, da vi ste in delate svoje korake in ne, da ste kot, ne vem, palačinka ali pa pohojen čik na tleh. Da imate v sebi moč in da v tej moči korakate skozi življenje. Tako da delajte svoje korake in ja, če vas življenje šola, še vedno blagoslavljajte. Verjemite mi, blagoslov je najmočnejša energija, ki prikliča v vaše življenje še več dobrega. Tako da uživajte, imejte lep dan, a ja, še eno sporočilo, prehod v novo dobo. Da vidimo, ena karta je prav. Kaj je pomembno za vse tiste, ki imate vnetja na celični bazi? Mi že gre skozi možgane. Zmanjšaj vnetne misli. Zmanjšaj vnetne misli. Vnetja imaš zato, ker imaš vnetne misli. Še malo pa boš eksplodirala. In žariš od sreče. Povezuj se z božanskim. Razvijaj kronsko čakro. Kronska čakra je povezana s tem, da počistiš temo na prvih 3 čakrah in jo potem ne temo, to sčistiš in začneš moliti. Prositi angele, stvarstvo, da ti pošilja nove informacije in takrat se marsikaj uredi. Tako da ja, vnetja samo sporočajo stran z vnetimi mislimi. In boste videli, življenje se bo spremenilo. Imejte se radi, uživajte. Poletje je tukaj, da se naužijemo z novo energijo in ja, poletje je tukaj, glejte, modrost, sem dobila, moje srce je čisto in zato lahko sprejema večno modrost. To karto, očitno je prav, da smo jo dobili, ta je neverjetna karta. Modrost je izbirati. Modrost je ne se zapenati. Modrost je, da se postaviš za sebe. Modrost je tudi to, da včasih rečeš kakšnemu odnosu ne. To je modrost. Modrost je, to je največja, recimo jaz, če za kakšno stvar prosim, je to za modrost. Ker ni pomembno, koliko imamo titul, koliko smo dosegali v življenju, ampak koliko je človek moder. In molite za to, da se vam poveča stopnja modrosti, ker potem boste imeli čisto vse. Uživajte, življenje je lepo in zdaj res naj vas podpira pri vašem potovanju vse stvarstvo.